naši otroci nas učijo tega, česar mi ne dajemo sebi. Torej, danes se bomo pogovarjali o otrocih, o starševstvu, o tem, kako vzgajati zavestne otroke, kako delovati v moči kot starš in kako v bistvu otroku dati spodbudo, da je v življenju, da živi v svoji osebni moči. Predno sem prišla tukaj v Facebook Live, sem se malo pogovarjala z Nadangelom Gabrielom. Nadangel Gabriel je tisti vodnik, ki povezuje otroka in starša, se pravi, nas povezuje z našimi otroci. In sem se spomnila ene take zelo lepe zgodbe, ko sem pred leti, ko sva z Anjo še imeli te energijske dišave. Takrat sem imeli eno dišavo Nadangela Gabriela in takrat sem dala eni vzgojiteljici v vrtcu to dišavo in sem ji rekla, da naj to dišavo šprica po svoji skupini oziroma po prostoru, kjer ima svojo skupino in ne opazujejo v bistvu, kaj se bo zgodilo z otroci. Enako sem naredila, da sem dala to dišavo parim učiteljicam v osnovni šoli, pa v srednji šoli in sem rekla, da naj preprosto samo prinesejo zavest Nadangela Gabriela v prostor, da ne potrebujejo otroci nič vedeti, zakaj se gre. Samo naj lepo pošpricajo, cp okrog po prostoru, predno se šola začne in ne opazuje, kako bodo otroci reagirali. In so to delale in so dejansko s to energijsko dišavo Nadangela Gabriela špricale po svojih učilnicah in po svojih skupinah oziroma pač po prostoru. In je bilo neverjetno, kakšne rezultate so mi poročale. So mi poročale, da so otroci v šoli v obdobju enega trimestra, se pravi enega tromesečja, poprečno so si dvignili oceno za eno oceno. Se pravi, vsi v razredu so si dvignili oceno za eno oceno. Veste, kako je to? To je pač ful velika, ne? Otroci v vrtcu so začeli spati v času spanja. Tisti otroci, ki so bili zelo nemirni, so se umirili. Postali so bolj kreativni, bolj ustvarjalni, več so se povezovali, ni bilo toliko nekih pretepov in takšnih situacij. In v bistvu vse, kar so te vzgojiteljice in učiteljice naredile, je to, da so zavest Nadangela Gabriela poklicale s tem, ko so pošpricale s to dišavo. In pa se spomnim, kako se je razvedel po nekih ljubljanskih pa kranjskih šolah, kako ta dišava deluje in so potem tudi ravnateljice rekle, joj, dajte to dišavo, da bomo špricali po razredih. In dejansko so pač prepoznali, prav realno so ocenili, da pač so otroci veliko bolj pomirjeni, prisotni, veliko bolj sodelujejo in imajo dejansko boljše ocene. In jaz sem vedela, da so te energijske esence, ki so bile informirane z energijo Nadangela Gabriela, zelo močne. Ampak, ko sem slišala pa te primere, sem pa dobila še dodatno potrditev, v bistvu, kako je pomembno, da v svojo vzgojo pripeljemo zavest Nadangela Gabriela. Tudi, če ne vemo točno, zakaj se gre, pa kakšen Nadangel Gabriel je, samo povabi ga zraven. In sem imela enkrat stranko, ki je bila nosečka in je bilo ful strah je roditi. In vse, kar sem ji rekla, sem rekla, ko bo šla roditi, samo pokliči Gabriela, da ti pomaga, ker Gabriel je vodnik, ki je prisoten v vsakem rojstvu. Kadarkoli pride nova dušica na planet, ko se rodi, je Gabriel prisoten. No in mi je potem razlagala, da je bila v bistvu ful bolečina, ful strahu in kar naenkrat vmes se spomni na moje besede in pokliče Nadangela Gabriela in si v mislih reče, Gabriel, daj pridi, ne. Rekla in da ne more verjeti, da je dejansko videla belo svetlobo nad sabo in je od tistega trenutka naprej je šel cel porod veliko lažje. Ne. In v bistvu takih zgodb je kar nekaj, ki so prišle na moje ušesa kot posledica sodelovanja z Nadangelom Gabrielom in v bistvu prva spodbuda, ki bi ti jo dala, če si starš,
ali pa če na nek način delaš z otroci kot učitelj, vzgojitelj, ali pa na kakrkoli način, kot si povezan z otroci, bodi povezan tudi z nadangelom Gabrielom, zato ker Gabriel otroka da v njegovo mehkobo, v njegovo povezanost s seboj in otročki se umirijo. Ne? Tudi če gre za starejše otroke, če gre za najstnike, ne? Otroci se umirijo in dejansko se spet začutijo, ker Gabriel je mehak, zelo nežen nadangel in v bistvu nam kot staršem pomaga, da mi znamo začutiti potrebo otroka in da znamo biti mi mehki v odnosu do njega in da se lažje povežemo z njim, medtem ko otroku pomaga, da se on lažje poveže sam s sabo. No in šele zdaj sem opazila, da imam tukaj sliko nadangela Gabriela. Evo, lejte. Joj, to vam moram prav pokazati. Fejmo bližji. Ups. A se vidi? Ne, tale. Tale. To je slika nadangela Gabriela. To je slika nadangela Gabriela in jo jaz imam nad mojo pisalno mizo zaradi tega, ker Gabriel nam pomaga tudi v pisanju, se pravi vsi, ki na kakršenkoli način pišemo, pripravljamo kakršnekoli vsebine, smo za njegovo energijo izjemno navdahnjeni. Tako, in v bistvu nadangel Gabriel nas vabi, da v bistvu se zavedamo tega, da veliko stvari v vzgoji in veliko stvari v vodenju naših otrok je posledica tega, da otroci in mi nismo povezani sami s sabo. In potem pride dobesedno do drugačnih vibracij in ni povezanosti. Sama osebno nisem mama, tako da malo pešem v osebnih primerih, imam pa kar nekaj zgodb strani mojih strankih tečajnic in tečajnikov, ki so starši in tudi veliko zavesti sem že kanalizirala za otroke in za starše. Tako da to je tisto, kar bom danes delila s teboj. Vsaka duša, tudi mi, ko pridemo na planet Zemlja, mi dejansko predno se utelesimo, mi podpišemo dušno pogodbo in v tej dušni pogodbi mi izberemo, kdo bodo naši starši. Kako pa to izberemo? Dejansko pogledamo, katero energijo mi potrebujemo, da nas obda, da smo v njej prisotni kot otroci, zato da bomo lahko skozi kontrast te energije začutili mi sebe. Se pravi, nekako si lahko predstavljaš, da starš drži prostor, da se lahko energija in zavest otroka utelesi in mu da točno tisto nasprotje, kar on dejansko potrebuje roditi. Se pravi, ne roditi, ampak kar potrebuje v času svojega življenja izmojstriti, to sem hotela povedati. In recimo, naši starši so prav tako bili rojeni v družino, znotraj katere so imeli nasprotja, zato da so oni začutili sebe. Ker skozi različnost mi lahko začutimo sebe, skozi drugačno vibracijo mi lahko ozavestimo svojo vibracijo. In enako tvoji otroci, tudi tvoji otroci bodo prišli v tvoje življenje oziroma so prišli v tvoje življenje doživljati tvojo vibracijo in ta tvoja vibracija jim bo pomagala začutiti njihovo vibracijo. In zato je toliko v bistvu ran, ki se zgodijo v otroštvu, so povezane s tem, da imamo občutek, da nas starši ne razumejo, da so drugačni, da delujejo drugače, kot mi delujemo. In v bistvu mi imamo rane iz svojega otroštva, ker nas starši niso razumeli in naši otroci bojo imeli rane iz svojega otroštva, ker jih mi nismo razumeli. Zakaj? Zaradi tega, ker se vedno, ko se rodi nova generacija, ali kako ne temu rečem, je zavest širša, je zavest večja. In ti se lahko počutiš, da si že ful zavesten, pa da ful stvari veš o življenju, ampak potem pridejo pa tvoji otroci, ki imajo še malo bolj poštudiran, zakaj se gre, in v bistvu postanejo tvoji največji učitelji. Tako da prvo, kar je potrebno ozavestiti, je, da izbira starša in otroka je dejansko dušni dogovor in je nekaj, kar se zgodi že vnaprej v dušnem svetu, v katerem se dejansko določi, greš v to družino, greš v to vibracijo, zato da boš skozi svojo družino lahko začutil svojo osnovno energijo. In ko pridemo kot dušica v življenje svojih staršev, mi takoj začnemo čutiti vibracije, ki nam niso enake. In zato je to pomembno, da kot starš razumeš, da tvoj otrok ni tvoj,
Čeprav je rojen skozi tvoje telo, to ni tvoja last, on ni tvoj, ne. On je svoja duša, svoja bitje, svoja zavest, ki se je rodila skozi tebe, ker potrebuje tvojo vibracijo za vstop v to življenje, ampak on ni tvoj, ne. In je zelo pomembno, da pač tudi nehamo iskati te podobnosti in da rečemo, poglej, to ima po mamici, poglej, to ima po očiju, ne. Pa ne mislim zdaj vizualne podobnosti, ampak te karakterne lastnosti in to zaradi tega, ker oseba, se pravi vsaka dušica, ki pride na planet, je svoj paket lastnosti. In če smo si podobni zaradi kopiranja, si nismo podobni zaradi vibracije, smo si podobni zaradi kopiranja. In zato je sploh v času do 6. leta starosti, zdaj mi niste napisali, kako so stari vaši otroci, tako da dajte mi napisati, ali nimate sploh otrok, pa tukaj danes ni noben starš. Tudi to, pa napiši, nimam še otrok, sam da vidim, da mi teli komentarji delajo, ker čist nič ne dobivam zdaj od vas. In kar je prva stvar, je potrebno dejansko zavestati to, da otrok, ki pride v tvoje življenje, je samostojna duša na samostojni poti, svojo vibracijo, svojim poslanstvom. In je tvoja naloga do 6. leta dejansko ta, da ga opazuješ in da ga čutiš in da namesto, da mu daješ svoje vzorce, svoje načine delovanja, rajš to tako narediti, ne to tako narediti, da ga v bistvu treniraš kot nekega psa, ne, da ga dresiraš, namesto dresure, dajmo otroka opazovati, kaj on počne. In namesto, da ga mi treniramo, mi glejmo, kaj on počne in zakaj on te stvari počne, tako kot jih počne. Zato, ker otroci do 6. leta so najbolj povezani. In oni toliko zelo čutijo in če on ni lačen, on ne bo jedel in če on ni žejen, on ne bo pil in če on nečesa ne rabi, on ne bo tja šel. In mi si mislimo, se so majhni, se ne vejo, zakaj se gre, ampak zelo vejo, zakaj se gre, ne. Otroci dejansko so toliko pretočni, sploh v teh majhnih letih, ne, da oni točno vejo, kaj njihov ja, kaj njihov ne. In enkrat sem imela eno stranko, ki je rekla, da je prav noro, kako pač njena hčerkica, in tako nobeno oblačilo, ki ga ona kupi, pač ga ne bo nosila in da ona vedno sama hoče se obleči in da vedno zmeša skupaj cunje tako, da nič ne paše, ne. Je rekla, in mene to prav na živce mi gre, zato ker jaz si kupim lepa oblačila in jo lepo oblečem in tako, in ko gremo ven in na kakšno obhajilo ali pa na kakšno praznovanje in to, in ona pa ne, ona se pa ne bo oblekla tako in bo vedno nekaj po svoje, In je v bistvu to bil ful tak prijeten primer, kako se je ta mamica skozi to naučila, da v bistvu očitno je neka kreativnost v tem otroku, ki želi, in zdaj, ko je ta punčka že starejša, ona dejansko zdaj ful riše in je ful nadarjena za slikanje in risanje, Se pravi, je zelo kreativna duša bila v njej že od majhnega, in v bistvu še dobro, da je mamica začela poslušati, kaj otrok hoče, kaj ona rabi, in ji dovoljevati svobodo, da ni bila v teh konceptih, da bo pa grdo zgledala, ker meša barve, ki ne pašejo skupaj, Se pravi, otrok vedno kot majhen deluje tako, kot je za njega najbolj pristno, ker še ni zdresiran, Zakaj govorim zdresiran? Ker dresira se pse, Ampak to za namenom uporabljam, zato ker mi ljudje to počnemo. Mi dresiramo svoje otroke po konceptih, v katere mi verjamemo, da so pravi, In v bistvu je toliko pomembno, da se kot starš zavedaš tega, da otrok, ki je majhen, je dejansko najbolj glasen, oziroma ne mislim fizično glasen, ampak najbolj jasno pokaže, kaj potrebuje in kaj mu pomeni in kaj on rabi in česa noče. In je potrebno kot starš biti bolj v vlogi opazovalca, kot v vlogi tiste osebe, ki daje ves čas ukaze, In potem je še ena stvar izjemno pomembna, Naši otroci nas učijo tega, česar mi ne dajemo sebi. In recimo, sem imela enkrat eno stranko, katere najstnica, to se najbolj pokaže sploh v najstniških letih, ko pride še toliko bolj do ekstrema, je imela hčero, oziroma, imela je hčero, ki ni pospravljala svoje sobe in pač ni hotela pospraviti svoje sobe in je šlo to toliko na živce, toliko je šlo na živce, je rekla, karkoli naredim, ona ne bo pospravila svoje sobe, In sem jaz rekla,
vodniki so ji rekli skozi mene, so ji rekli, poglej, ne gre se za to, da ona noče pospraviti sobe, gre se za to, da ona tebi energijsko daje lekcijo, nasprotje ti kaže tega, kar si ti. Ker ta stranka, ta mamica je bila pa poštirkana v nulo, vedno lepo oblečena, frizura popolna, vse je bilo pospravljeno pri njej doma, red je bil non-stop, ves čas je bila v bistvu sama sebe držala v krču tega, da je ves čas ohranjala red in ves čas skrbela za red. In potem je skreirala situacijo, ker to so naše kreacije, da otrok začne tako delovati. Si je skreirala situacijo, ko je dejansko hčera s tem, da ni pospravljala sobe, da ni hotela na noben način pospraviti sobe, je dajala dobesedno lekcijo, da se je ona sprostila. In kar se je potem zgodilo je to, da je v bistvu ta mamica dala fokus iz otroka nase in je začela sama sebi dopuščati več svobode, da je šla včasih spat tudi z nepospravljeno kuhno, da je včasih dovolila, da perilo ni bilo takoj obešeno, da je zavestno šla čez svojo blokado, da mora biti vse tipi-topi. In kaj se je zgodilo? Takoj, ko je ona začela to početi, je hčerka nehala izzivati za nepospravljanjem sobe in je začela pospravljati sobo. Se pravi, naši otroci dejansko dajejo nam ves čas lekcije, pa ne to namensko, da bi oni hoteli, zdaj bom pa mamici dal lekcijo ali pa očejo, ne, ampak dejansko se dogaja velik prostor za rast. In najbolj bistvena naloga v bistvu kot starš, da se zavedaš, da je v bistvu otrok dejansko zelo velik tvoj učitelj in ti s prstom kaže tja, kjer je tvoj največji prostor za rast. In ne vem, mogoče izpostavi, kaj je tvoja situacija, kaj je tisto, kar ti ne razumeš v odnosu do svojega otroka, da ti bo mogoče lažje povedala, ampak bistveno je, da se zavedamo, da pač naši otroci so samostojne duše s svojo vibracijo, s svojim poslanstvom in je v bistvu sploh v začetnih obdobjih njihovega življenja izjemno pomembno, da jim damo, da mi njih zelo opazujemo, ker oni nam vse pokažejo in vse nam povejo in jih poskušamo ne dajati v kalup tega, kar mi mislimo, da je prav, ampak začnemo pozvati, kaj on počne, kako on to dela in v bistvu poskušamo na njegov način njemu dovolj, da deluje v določenih situacijah. Seveda, otrok kot majhen ne ve vsega, in logično, da potrebuje tvoje ljubeče vodstvo. Ampak zavedaj se, da otrok do 6. leta bo najmočneje odreagiral na tvojo vibracijo. To pomeni, če bo mamica čisto živčna, in bo ona, ali pa očka, ves čas norela okrog, otrok bo to skopiral in bo on postal agresiven, ne bo poslušal, bo jezikov nazaj, ne bo dejansko prisoten. Takoj, ko bo mamica ali pa očka se bosta umirila in onedva se začela bolj ljubeče pogovarjati in onedva vsak zase delovati bolj upočasnjeno in prisotno, otrok ne bo imel več potrebe, da deluje na tak način. In velikrat to vidite, recimo tudi, ko gledate majhne dojenčke, kako če je mamica umirjena, otrok bo popolnoma umirjen, zato ker dobesedno vibracijo mu starš drži. In v bistvu, kaj se dogaja v najstniških letih? Do 6. leta je otrok še totalno pretočen, popolnoma povezan sam s sabo, ampak je izjemno povezan energijsko z mamico in z očjem. Od 6. leta naprej se zgodi ena sprememba v vibraciji in v tej navezanosti, v teh eteričnih vezeh in začne se dejansko največje obdobje lekcij, se začne šele v tem času, od 6. leta naprej do najstniških let. Zakaj? Zaradi tega, ker začneš ti dobivati kot starš največje lekcije tega, kje moraš ti dati fokus nazaj vase. Ni pospravljala sobe, prejšnji primer, in je v bistvu mamica se skozi to situacijo naučila, da potrebuje ona do sebe biti bolj mehka in ne toliko rigidna in vse pospravljen med doma in da v bistvu je prepoznala, da se ona drži v krču, ker na tak način deluje. In v bistvu ful je pomembno, da vemo, da otrok nam bo vedno vse pokazal in povedal, če bomo mi pripravljeni slišati. In v bistvu je res zelo pomembno, da ustvarjamo prisotnost v odnosu,
da damo veliko prostora za prisotnost, da smo prisotni, da ne delamo stvari kar sproti mimo grede. Jaz vem, da je veliko stvari v življenju, sicer sama nimam otrok, ampak vem pa, da imam že jaz veliko dela in si ne predstavljam zdaj, kako mora biti to, da imaš zraven še 2 mulčka, ki sem pa tja šibata, ne? Ampak dejstvo je, da ni pomemben količina časa, ki ga preživiš, ampak tisti čas, ki ga preživiš, da si prisoten. In potem, ko sem z Nadangelom Gabrielom danes klepetala, mi je rekel, da v bistvu imate večinoma starši problem s tem, ker se na nek način ves čas kontrolirate, a ste dovolj dobri starši, a vzgajate na dovolj dober način, a delujete na tak način, da bo otrok doživel v življenju to in to in to in to. In mi je v bistvu prav rekel, zdaj imam tle napisano, da prenehaj se truditi dober starš. Kaj sploh je to? Se pravi, mi poberamo iz okolja neke koncepte, ali pa recimo, če rečemo, kaj pomeni biti uspešen, a to, da imaš veliko denarja, a me razumete, Se pravi, mi poberamo iz okolja neke koncepte, kaj pomeni biti dober starš, kako moraš delovati, da si dober starš. Mogoče prebereš par knjig ali pa greš na delavnice, Dejstvo pa je, da je ta duša izbrala tebe, zato ker ona rabi tvojo energijo točno takšen, kot si ti, v svojih najslabših dnevih in v svojih najboljših dnevih, In sem se kar smejala, ko sem to sporočilo skanalizirala zdaj pred Facebook live-om, zaradi tega, ker danes, ko sem prišla domov, da bom imela zdaj ta Facebook live, sem bila precej utrujena, ker sem cel dan kanalizirala, sem imela individualne in sem cel dan kanalizirala in sem bila toliko utrujena, ko sem zdaj domov prišla in sem rekla, joj, zdaj imam pa še Facebook live, ampak sem toliko utrujena, kako bom sploh ljudem lahko kaj dala iz te utrujenosti oziroma iz te res upočasnjenosti totalne, In potem skanaliziram, prenehaj se truditi dober starš, kaj sploh je to, Bodi to, kar si in vodi otroka, kot ti čutiš, In v bistvu sem prav videla, da sem tudi, to je zdaj meni, ena lekcija, ki se jo pač tudi sama še učim in verjamem, da je marsikdo od vas tudi v tem, je ta, da mislimo, da smo vredni in dobri samo takrat, ko smo v svojem najboljšem stanju. No, v bistvu hotela sem to povedati, da imamo neko predstavo v sebi, da samo ko dostavimo eno verzijo sebe, smo dovolj dobri, smo vredni, Pa ne bo to kot starš, ne bo to v službi, ne bo to v odnosu, samo ko na tak način sebe predstaviš, potem super, si vreden, In potem pridem sem na ta Facebook live in sem malo utrujena zaradi celodnevnega kanaliziranja in potem mi Gabriela reče, pač prenehaj se truditi dober starš, In v bistvu pač prenehajmo se truditi biti popolna verzija nas, zaradi tega, ker naši otroci potrebujejo vse izraze nas videti, ker če mi ne damo otroku slike tega, da so vsa stanja dovoljena in da so vsa stanja vredna, bo on zrastel gor s prepričanjem, da je dober samo ko naredi nekaj prav, ko ima dobro oceno, ko mu uspe to in to in to, In v bistvu je ful pomembno, da se pač zavedamo, da otrok pride v tvoje življenje in ve, kdo ti si. On ve, kdo ti si in je prišel po tvojo vibracijo in je prišel po tvoje slabe dneve in je prišel po tvoje dobre dneve, ne glede na vse. In tudi mi, kot otroci, mi smo izbrali svoje starše, mi potrebujemo njih z njihovo vibracijo, točno takšni, kot oni so, zato da lahko bolj čutimo sebe. In tukaj je nekdo zelo dobro vprašal, je rekel, Tjaša, jaz imam 55 let, pa me moja 80-letna mami ne upošteva, da sem odrasla in me nikoli ni. In v bistvu, kaj je zelo pomembno, v primeru, da imamo situacijo, da to je zdaj stvar, ki je ta tretja stvar, ki sem v bistvu hotela povedati, Če še enkrat rečem, do 6. leta je zelo pomembno, da otroka opazujemo, kako on deluje, ker nam on vse pokaže in pove, ker je še toliko povezan in točno čuti sebe. In v bistvu v tem času imamo največji vpliv na otroka s svojo vibracijo, ker se bo odzval na nas, na našo energijo, ne na naše besede in na naša dejanja, ampak bo čutil. In zato tudi velikrat otroci pridejo, ko so majčkeni, kar k nam in nas se stisnejo, ker začutijo, da v bistvu mi rabimo to vibracijo. V najstniških letih, tam od 6. leta naprej, je obdobje največjega učenja za nas, Za nas iz vidika, da v bistvu otrok ni ti
in otrok nima enakih interesov kot ti, ne? In ti včasih otrok s svojim ekstremom kaže na en del tebe, ki ga moraš ti pozdraviti, zdaj pa a se soočaš s tem ali ne. In če se začneš soočati s tem, s to lekcijo, dejansko otrok umiri svoje delovanje oziroma se vzpostavi ponovno harmonija, a ne. Otroci delujejo v svojih ekstremih zaradi tega, ker čutijo, da si ti v svojem ekstremu, da ti nisi v svoji povezanosti s sabo in potem otrok gre v nek ekstrem zato, da te zbudi, da ti pokaže, da ti nisi v svojem ekstremu. A ne? Kot odrasel, se pravi, ko otrok odraste, je pa največja lekcija za starše ta, da spet ozavesti, ta otrok ni moj. Je prišel v življenje skozi mene, ampak je dejansko svoja duša s svojim poslanstvom in namesto tega, da si mu na nek način starš, mu potrebuješ biti vodnik. Vodnik, kaj pa to pomeni? To pomeni, da ko te potrebuje, si tam, mu daš tako kot prijatelju na svet, potem pa dovoliš, da on naredi po svoje. Ne? In v bistvu, če se ti dogaja to, da pač tvoji starši tebe še vedno imajo kot za otroka, ti lahko svojo spremembo vibracije dejansko vplivaš na to, kako bodo oni nate se odzivali, a ne? Se pravi, ti poskrbi, da si samostojna in da se dejansko ne oziraš na to, kaj ona želi oziroma kaj ona ne želi, da si res greš za tem v življenju, ker tudi, če smo odrasli, mi velikokrat iščemo potrditev svojih staršev. Zakaj? Zato, ker smo bili kot majhni dani v ta trening, da si dober samo ko bla, bla, bla. In to je točno to, kar sem prej govorila. Ne? Dejansko se moramo vsi kot kolektivna zavest naučiti, da vrednost ne izhaja iz tega, kar narediš. Vrednost je, kdo si. Vreden si v vsakem momentu. Ne samo takrat, kadar si najboljše volje in največ daš. Vreden si tudi na dneve, ko si utrujen in ko si obrnjen vase in ko želiš drugačno vibracijo. In v bistvu skozi odnose se dogajajo največja zdravljenja in največja zdravljenja se dogajajo skozi odnose, ki so nam najbližje in to je partnerstvo in družina. Ksenija pravi, ker za svojo mamo si vedno njen otrok, sprejmi, ko sprejmeš, se vse spremeni. Ja, dejansko moraš dovolj pa pogledati na svoji strani, zakaj imaš še vedno potrebo v tem, da dobiš v bistvu potrditev? Zakaj je še vedno pomembno, da na nek način njeno mnenje šteje? Ne gre se za to, da si ignorantski, gre se za to, da utelesiš, da si sam svoj in da ne potrebuješ od nikogar zelene luči, če je nekaj tvoja top izbira, imaš popolno dovoljenje, da slediš za svojo top izbiro. Polonca pravi, duša mojega otroka si je izbrala prav mene. Točno to, ni potrebno, da sem popolna verzija same sebe, on potrebuje mojo vibracijo, uči se otrok, učim se jaz, bravo, vzpostavljava harmonijo, ko je vsak povezan sam s seboj. Ja, točno to sem hotela povedati, da dejansko otroci nas učijo, ker so tako čisti, ker so tako povezani, oni nas učijo, da se povežemo nazaj in oni najbolj sodelujejo z nami, ko smo mi povezani, ne? In v bistvu otroci nimajo potrebe po tem, da oni, sploh majhni otroci, pol jih lahko že mi natreniramo, ne kot starejši, ampak majhni otroci, oni nimajo potrebe po tem, da oni na nek način iščejo naše potrditve, oni nimajo potrebe po tem, če jih mi tako ne natreniramo, ne? Oni so čisto prosti in v bistvu nas učijo tega, da tudi mi začnemo tako delovati, ne? No in ko sem govorila z nadangelom Gabrielom, mi je tako lepo v bistvu povedal, da mi mislimo, da mi učimo in vzgajamo otroke, v resnici pa oni učijo in vzgajajo nas, In v bistvu tista tvoja največja lekcija, ki jo moraš v življenju izmostriti, definitivno bo prišla tudi skozi tvojega otroka. In jaz prav vem, jaz sicer še nisem mamica, ampak jaz prav vem, da bom jaz imela enega otroka, ki bo tako ekstra počasen, ker jaz sem tako hitra in tako totalno skozi akcije in si rečem, joj Tjaša, zdaj se upočasni, če ne boš dobila otroka, ki te bo tega učil. Suzana sprašuje, kaj če si z otrokom telepatsko povezan. To
To je naravno stanje, se pravi, gre za to, da se beremo, energijsko se beremo in točno vemo, zakaj se gre. In v bistvu to je nekaj, kar imamo vsi, ne samo otrok, mama ali pa starš, ampak dejansko tudi mi med sabo. In zakaj to prej vidimo pri otrocih? Zaradi tega, ker pri otrocih smo najbolj odprti v ljubezni, smo najbolj predani, smo najbolj tam, ne? Najmanj je ega, najmanj je nekih obsodb, največje čiste povezave. Drugače pa telepatsko komuniciranje ni nič drugega kot jasnovednost, ko ti veš in samo sporočiš in druga oseba prejme. Nina pravi, hvala za super meditacijo, v njej sta uživala Marcel 6 let in Gabriel 3 leta, kako lepo. Gabriel je meditacijo rekel, mami, angelčku je ime tako kot meni. Ful lepo, ful lepo. Prvo, kar je zelo pomembno, je, da ozavestimo, da pogosto otrokovo delovanje kaže na en del nas, ki ga mi ignoriramo. Tisto področje znotraj nas, ki potrebuje več nas, ki potrebuje več prostora. In včasih bomo, recimo, ko nas otrok ne bo upošteval, mu boš rekel nekaj, pa ne bo tega naredil, mu boš rekel, ne vem, naredi domačo nalogo, pa ne bo naredil naloge, pa mu boš rekel, ne vem, kaj drugega, nesi smeti ven v smeti, pa tega ne bo naredil. In pač mi damo pol fokus na otroka in rečemo, poglej ga, ga je treba drugače vzgojiti, pokazati mu je treba, da je to treba, to je obveznost, ne zavedaš se pa, da si ti kot starš skreiral to situacijo, ker očitno vibriraš v energiji, da ti sebe ne upoštevaš. In v bistvu, ko vidiš zunaj sebe, da otrok tebe ne upošteva, se vprašaj, kje ti sebe ne upoštevaš, kje si ti nase pozabil. In samo začni tam paziti nase, začni tam skrbeti zase. In kaj se bo zgodilo, se bo takoj vibracija zamenjala in otrok ti ne bo več na tisto točko pritiskal. In enako je z vsemi situacijami v življenju, ko nam gre šef na živce, ne se ukvarjati s šefom, ukvarjaj se s tem, kateri del tebe si ti pozabil in ti v bistvu ta situacija zdaj pritiska. In v bistvu meni se zdi, da je ena največjih modrosti ta, Alenka, čau, meni se zdi, da je ena največjih modrosti ta, da v bistvu se zavedaš, da nikoli se ne gre za drugo osebo. Vedno se gre zate, in na pač otroško delovanje lahko ti odreagiraš tako, tvoj partner pa drugače. Zakaj? Zaradi tega, ker na koncu smo si prišli v življenje kot duše, da se izmojstrimo tisti del, ki smo ga mi izbrali. Recimo, jaz si to tako zelo plastično predstavljam. 2 dušice sta bile gor v dušnem kraljestvu in sta rekla, ok, zdaj se bova utelesile, ti boš moja mamica, jaz bom tvoja hčerkica, ok, v redu. In potem rečeš ti, poglej, jaz sem ful v tem življenju rabam naučiti, da se upočasnim, in da začnem sebe poslušati, a me boš tega učila. In potem reče dušica tvojega otroka, mami, bom te tega učila. In pa se ti utelesiš, malo zatem se utelesi še ona in ti začne pritiskati na to, da te ne posluša, da te ne upošteva, da noče take stvari, ki ti hočeš, noče jesti tvoje hrane, hoče vse po svoje. In potem ti začneš misliti, da je ta film, ki se dogaja, povezan z njo in da je z njo nekaj narobe. V bistvu si pa sam že prej izbral, da te bodo vsi ljudje testirali točno te lekcije, da začneš upoštevati samega sebe. Zato, ker naši otroci ne pritiskajo na osamljeno tipko, pritiskajo na tipko, na katero nam pritiska tudi partner, na katero nam pritiskajo naši starši, na tipko, ki nam pritiskajo naši prijatelji. In če se tebi zdi, da nisi upoštevan, da nisi slišan, da si zignoriran, neopažen, boš to dobil skozi otroka, boš to dobil skozi partnerja, različni ljudje ti bodo to prinesli. Zakaj? Ker na koncu dneva se gre za tvojo izbiro, da boš to natreniral v tem življenju in vsi ljudje se samo odzovejo. In recimo zato ena oseba deluje s tabo na tak način, z drugo osebo pa čisto na drugačen način, ker odreagira na njeno vibracijo. Tako je, Brigita, moja vibracija ustvarja moja situacija, definitivno, pač to je to. In zato je to pomembno, sploh pri vzgoji, da se nekaj zavedamo. Otroci so toliko čisti, da oni takoj odreagirajo na tvojo vibracijo, ko jo spremeniš. Odrasla oseba malo kasneje, zato ker je še vedno toliko enega ega prisotnega. Pri otrocih tega ni, oziroma je tega toliko manj. In zato recimo, kar sem na začetku razlagala, ko smo špricali z esenco nad angela Gabriela, so otroci dobesedno čudežno se začeli bolj učiti. Zakaj? Ker jih je energija podprla.
In zato je treba vedno otroka pogledati, če on ni dober v šoli, recimo, ali pa mu nekaj ne gre, ne ga sam mu daje inštruktorja, da ga bo natreniral. Vprašaj se, kaj njega podpira, mogoče mu moraš dati preprosto pogledati, da res spi dobro, mogoče mu moraš poslo drugam obrniti, mogoče moraš pogledati, ob kateri uri ima on največ energije, da se to lahko uči, kaj vse njega podpira. Ne samo gledati, ali pa pogledaj, mogoče njega ta inštruktor ne podpira, mogoče ga ta učiteljica ne podpira, ker je vibracija te učiteljice takšna, ki ne gre z njim. Ok, daj ga pol nauči trika, recimo, daj mu pokaži, kako on lahko dejansko ostane sfokusiran. Ena zelo dobra vaja, recimo, za otročke, ko otrok zgubi fokus, prav za mlajše, ko otrok zgubi fokus, nauči ga, da stiska prste. Samo to ga nauči. Ko zgubi fokus, ko mu je težko v šoli poslušati, naj samo začne stiskati prste. In to je tudi za odrasle. Ko ti zgubiš fokus, ko postaneš, da nimaš več energije, da ne moreš več nič misliti, samo začni stiskati prste. To je zelo dobra vaja, ki ti takoj prinese nazaj fokus, prinese ti nazaj osredotočenost. Ali pa recimo še ena vaja za otroke, da so boljši, in to jaz dajem tudi na kakšne pogodbe, pišem te stvari, da na test napiše znak neskončnosti v desni zgornji kot in znak neskončnosti v levi spodnji kot. Dajte to otrokom pokazati, zato ker otroci, ki so to delali, ki sem jim jaz to razložila, so začeli biti bolj sfokusirani in so lažje pisali test. In v bistvu obstaja toliko enih trikov, ki otroku pomaga in je zelo pomembno, da mu v bistvu daš vodstvo, da ga celostno podpreš, ne samo fizično, da res gledaš, kaj mu manjka, a mogoče mu manjka to, da recimo velikrat otroci so, ki so zelo nestrpni, zdaj vidim, da je David napisal, ker si grizajo nohte. Grizanje nohtov je pogosto povezano s tem, da so otroci izjemno senzitivni in izjemno veliko čutijo in veliko tudi svojega izraza zadržijo, ne povejo vsega, kar bi oni želeli in v bistvu eksplodirajo na noter, in potem dajo to energijo nekam in začnejo grizati. Imamo otroke, ki reagirajo ful na ven, ki so kot tempirane bomba, vse vam pade in se dere in da ven iz sebe in deluje na tak način. Pa imamo pa otroke, ki eksplodirajo navznoter, oni pa ne bodo na ven eksplodirali, oni bodo pa navznoter eksplodirali, pa bodo tih, pa se ti bo zdelo, da veš, da je nekaj narobe, pa ne veš, kaj je, pa ga boš lahko spraševal, pa ti ne bo povedal. In običajno otroci, ki eksplodirajo navznoter, potem z raznimi takšnimi situacijami, kot so grizanje nohtov, kot je praskanje, kakršnokoli, ščipanje, ali pa da se skozi cukajo, ali pa imajo neke take tike, to je vse povezano s tem, da ima preveč energije noter. In otroke nujno naučiti tresanje, moker kužek, tresanje, nauči otroka, da predno gre v šolo, da se strese, ko pride domov, da se strese, skupaj se tresite, zato ker otroci toliko energije zaznajo, toliko začutijo in v bistvu, če oni nimajo ves čas pretočne energije, bo to udarali nekam ven, ali bo v grizanje, ali bo v to, da se bodo praskali, ali da bodo agresivni. Otrok nikoli ni agresiven, ker je to njegova narava. Pomeni, da je senzitiven in da je v vibraciji, ki ga ne podpira. In takrat mu moraš dati vajo nekaj, da on to sprosti, ali da se dere, da da fizično ven iz telesa. Poleg tega, da imamo mi fizično telo, imamo mi zraven teh, potem je še 6 drugih teles, bom mogoče to enkrat v drugi priložnosti razložila. Se pravi, in prvo je fizično telo, takoj zatem je emocionalno telo, potem je mentalno, potem je energijsko in potem so ostala telesa. In ko se, tudi enako velja za otroke in enako velja za odrasle osebe, ko se ti ne počutiš dobro, pomeni, da so v teh telesih da je zadržana energija. In vaja, ki je najmočnejša, je tresanje, fizično tresanje, 90 sekund. V 90 sekundah se čisto vsako čustvo transformira in v 90 sekundah se ti zamenja, se ti resetira energija. In zato je dobesedno samo 90 sekund. In recimo, če otroku ne gre, ko dela nalogo, ustavi ga, recimo, zdaj greva trest, moker kužek, kako dela moker kužek in mu dej, da se trese, če je najstnik. Navadi ga teh stvari, ti začni delati to stvar, ker v 90 sekundah se ti resetira in se ti dobesedno nova vibracija naloži v tvoje telesa. In v bistvu problem je zato, ker šolski sistem trenutno najmočneje podpira mentalno telo in to je In otroci
ne morejo, sploh zdajšnji otroci, ki so zdaj na ta planet prišli. Njihova frekvenca je previsoka in oni ne morejo skozi samo sedeti in skozi mental sprejemati informacij. Zato so kakršnikoli tehnike učenja, da on govori na glas, da se sprehaja, da zraven še nekaj riše, to je vse veliko boljše, zaradi tega, ker otroka podpira, da uporablja vsa svoja telesa, a ne? Tako da, kar sem hotela povedati, sem malo misel izgubila, kakor informacije pridejo. Hotela sem povedati to, da je v 90 sekundah se nam stanje resetira in je pomembno, da ne vztrajamo v stanju, v katerem smo v napetosti. In otroka naučimo, da tudi on ne vztraja v stanju, v katerem je on v napetosti. Ena vaja, ki je tudi zelo dobra za otroke, rekla smo zdaj stiskanje prstov, kar je nekaj, kar lahko počne tudi v šoli, da sprosti v bistvu, da sfokusira svojo energijo. Potem je tresanje telesa, da da ven, da se sprosti. Potem je zelo dobra vaja znak neskončnosti, da dajo na zgoren del testa, pa na spodnji del testa ali pa domače naloge in bodo videli, da jim bo to držal fokus. Potem je pa še ena vaja, ki je zelo simpatična in preprosta in sicer navadi otroka, da da jezik na nebo. Da da samo jezik na nebo in začne dihati skozi nos. In to ga bo takoj umiril in ga bo dal van. Seveda ne takrat, kadar otrok rabi procesirati na ven, ne? Takrat ga dajmo kar ga kuška, sicer ga bo pa to umiril, da se samo vase obrne, a ne. Tako da to so neki taki preprosti triki, ki jih mogoče lahko zdaj že v prakso upeljete in jih tudi sami testirate, predvsem pa vedite, da otrok reagira na vašo vibracijo in vas uči svojim načinom delovanja, da začneš še bolj ljubeče skrbeti zase in pogledaš, kje si ti pozabil nase. In ko začneš ti tam delati svojo lekcijo, se bo tudi otrokov način delovanja umiril. Damjana pravi, kaj pa mi moja 17-letnica sporoča s tem, da stalno zamuja v šolo in ima cel kup neupravičenih ur. Pač gre za to, a ne, ker mi želimo biti v življenju tako zelo primerni, pa vljudni, pa pridne punčke, a ne, in v bistvu po pravilih delujemo, a ne. In ti pač kaže to, da izstopi ven iz svojih pravil, a ne, ker imaš v glavi ogromno tega, kaj se sme in kaj se ne sme. Čisto način narobe s tem njenim načinom delovanja. V bistvu gre za to, da preizkuša tvoje meje, a ne, preizkuša v bistvu to, ne gre to za zavestno zadevo. Otrok se nikoli ne odloči, zdaj bom pa jaz mamici dal lekcijo ali pa očiju, ampak dejansko odreagira na nekaj. Ne? Se pravi, jaz bi te spodbudila, Damjana, da pogledaš v bistvu, kako si ti vedno stisneš, da si točna, kako ti vedno sebe v redu držiš, da si primerna in takšna in takšna in takšna in v bistvu sama sebi daš večjo svobodo in malo bolj zadihaš v življenju in boš videla, da v bistvu, a ne, tudi to se moramo naučiti. Mi določene načine otrok delovanja obsojamo, zato ker v kolektivni zavesti se to ne dela, ker to imamo v družbeni zavesti, to pa ni prav. A ne, ampak zakaj niso določene stvari? Kaj je prav in kaj ni prav? Ne? Jaz razumem, da mora otrok na nek način narediti šolo in tralala, ampak kar vam hočem povedati je to, da naši otroci, sploh te, ki se zdaj utelešajo na planet, zdaj bom malo grdo rekla, ne jebejo sistema, ok? Zakaj to rečem? Zaradi tega, ker sistem, ki smo ga mi ustvarjali, je sistem, ki vse nas krči. Vse nas krči. A ne? In v bistvu otroci so vedno tisti, ki presegajo meje in tudi mi smo presegali meje naših staršev in generacij pred nami. Ne? In v bistvu je res pomembno, da to, kar je Gabriel na začetku rekel, nekaj sem rekla, prenehaj se truditi dober starš, kaj sploh to je, a ne? Prenehaj tudi od otroka pričakovati, da bo dober otrok, ker kaj to sploh je? A to, da bo imel narejen fakulteto? Ali to, da bo na koncu dejansko on srečen in bo znal čutiti sebe in bo znal v življenju iti za tem, kar on hoče? In v bistvu zavestno otroci vedo, v sebi vedo, kaj so oni prišli v ta svet narediti.
In v bistvu naša naloga kot starš ni jim vcepati naših načinov delovanja in naših konceptov in naših prepričanj in našega, kar je prav, ampak opazovati otroka in se učiti od njega in ga čutiti in se povezati z njim in se pogovarjati z njim. In v bistvu, tako kot mi mislimo, da smo bili, v bistvu, ko so šli nam naši starši na živce in smo si mislili, da jim ni jasen, ali pa pač tako naši otroci bodo pač na neki točki, ali pa že zdaj so, da oni pač jim ni jasno, zakaj mi tako delujemo. Zato, ker vsaka generacija, ki pride na planet, pride z novo vibracijo, pride razširiti zavest planeta. In v bistvu, ko sem prej rekla, da otroci ne jebejo sistema, tako malo grdo sem to izrazila, ampak nisem mislila slabšalno, mislila sem to, da oni dejansko prinašajo drugo energijo in drug način povezovanja in znanja in vsega tega. In v bistvu nehimo pričakovati od otrok, da dosegajo to, kar se nam zdi prav, da če bojo pa to dosegali, pa bodo pa uspešni v življenju. Zaradi tega, ker pač uspeh ni vezan na to, koliko denarja ti zaslužiš, in uspeh ni vezan na to, kakšno izobrazbo imaš. Uspeh je dejansko to, da ti čutiš sebe in živiš sebe in znaš iti v življenju za tem, kar tebe prižiga. In zadnjič sem govorila z enim 18-letnikom in je rekel, veš, Tjaša, jaz razmišljam, da bi pustil šolo oziroma da bi izredno delal. Pa sem rekla, zakaj pa, pa ful priden sicer. Rekel, veš, zaradi tega, ker jaz vem, da je moje poslanstvo, da snemam videe, da bom imel svojo videoprodukcijo in da s svojimi videi, pazite, 18-letnik je to rekel, da bom s svojimi videi in filmi dvigoval zavest planeta Zemlje in mi je škoda za prav 10 ur na dan v šoli za stvari, ki se jih učimo, ker mi to, kar tam dobim, ne daje to, kar bi jaz rad počel. In ja, bi želel se izredno upisati samo zato, da pač zaključam, ker starši želijo, da zaključam, ampak v bistvu jaz bi pa rad delal to in jaz se želim temu posvetiti, ker to je moje poslanstvo. In v bistvu otroci vejo, kdo so in zakaj so tukaj. In je naša naloga, da jih opazujemo in poslušamo in čutimo in podpremo to, kar oni so, ne to, kar bi mi radi, da bi oni bili. Ja, pravi Damjana, da se učiteljica ne strinja s tem. Ja, pač, ampak obstaja vedno več tudi ljudi, ki so dejansko čutijo poklicani za poklic učitelja in so v bistvu na pravo mesto poslani. Tako da, pač, moje mnenje je, da pač zavedaj se, da kot starš ti bo velikrat neudobno, ampak to neudobje ne bo prihajalo iz tega, da otrok dela stvari narobe, ampak da dela stvari na svoj način in da dela stvari v svojem zavedanju in da je tvoja naloga, da ga ne daješ v kalup, ampak da ga začneš opazovati in razmišljaš, kako bi njega v njegovi energiji lahko podprl. Ja, Anastazija pravi, otroka nisi rodil na svet za sebe, ne. In v bistvu, ko sem napisala tema, da bo kako vzgajati otroka, da je zavesten in da živi v svoji moči, je definitivno, da mi postanemo osebe, ki smo zavestne in živimo v svoji moči in da ne prelagamo odgovornosti, ampak da gremo v življenju aktivno slediti temu, kar mi čutimo. In v bistvu otroci so najmočneje podprti z našo energijo. In naša naloga je, da smo mi sami sebi prioriteta. Ja, ne da ti je otrok prioriteta, da si ti sam sebi prioriteta. Jaz razumem, da ko je otrok majčkan, je tvoja prioriteta in seveda, ker mora preživeti, ampak poglej, da ne pozabljaš nase in skrbi zase, zato ker s tem otroku največ daješ, ker če ti prideš zraven njega z ugaslo vibracijo, bo otrok odreagiral in ne bo in bo kričal in se bo on odzval na to. Če pa si vzameš samo 5 minut več, da greš po tuš, da se zastaviš in potem prideš zraven, bo otrok veliko ljubeče odreagiral. Mojca pravi, da 4-letnega sina večkrat zvečer pred spanjem boli trebušček, kaj sporoča. Nima čistih energij, nima čistih eteričnih vezi in zato bi bilo zelo dobro, da otroke naučite tudi delati solne pilinge. Solne pilinge, se pravi to, kar smo se zadnjič pogovarjali, sol, soda bikarbona, groba morska sol, soda bikarbona, olivno olje, eterično olje bosvelje, čist malo, to zmešaš skupaj, kot pasto si daš v kozarc in zvečer
predno greš spat, se naneseš po trebuščku, po telesu, ne zdrgan, samo nanesi in splakni. Otroci, ki ne morejo zvečer zaspati, je zato, ker zadržujejo preveč energije in so nemirni in ne morejo. In lahko se to fizično izkaže kot bolečina, lahko se izkaže kot nemir, da nočejo zaspati. Se pravi, dajte jih naučiti, da osvežijo svojo energijo na tak način. Ali pa to, kakor v meditaciji, da si predstavlja, da teče dežek preko njega, da se dejansko očisti. Otroci nosijo zelo veliko energije in je zelo pomembno, da jih učite te vaje, mokr kužek, da se stresaš, da uporabljajo solne pilinge in pa da ti kot starš res si bolj v vlogi ne osebe, ki vzgaja, ampak osebe, ki se uči. Ok, to je to. Upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Opala, ups, še enega imam tukaj, le bom prebrala. Tanja pravi: v teh 7 letih me je moj sin ogromno naučil, pa vendar, če vzgajaš otroka invalida s kupom težav in dodatnih obveznosti, je to res težko. Ob vsem, kar takrat doživljaš in preživljaš, je včasih težko zavestiti vsa učenja, ker so dnevi lahko zelo naporni. Verjamem, ja. Danes vem, da je prva lekcija za nas sprejemanje, potrpežljivost. Sedaj sem toliko ozavestila vse skupaj in se vsak dan sproti učim živeti tudi zase in mi je že prav lepo uspeva. Lepo. Pa vseeno ostajajo vprašanja. Taki otroci so veliki izziv, učenje pa je neomejeno. Vsi otroci, ki se rodijo v kakršnikoli invalidni obliki, to je dejansko izbira duše, da bo prišla v svet na tak način. In je to v bistvu tako, kot si vsak od nas izbere telo, si tudi pač duša izbere to telo, zaradi tega, ker samo skozi to telo lahko ustvari, izpolni svoje poslanstvo. In je zelo pomembno, da tudi mi imamo zavedanje, da je to del njega oziroma del nje, otroka, da je to pomembno zanj, da se v življenju sooči skozi to obliko telesa doživljati pač svoje življenje. Vem, včasih je enostavno, dnevi so pretežki, preveč vsega, ne moramo vseh lekcij usvojiti v enem dnevu in niti ni to namen. Namen je, da se zavedamo, da smo v bistvu tukaj vsi drug za drugega in da si dovolimo biti renljivi in da si dovolimo povedati tudi, kaj potrebujemo, tudi kot mamica ali očka, da v bistvu ne daš celega bremena nase, ampak da si dovoliš sprejeti pomoč. Zato kot pravijo, it takes a village to raise a child. Cela vas je potrebna, da se vzgoji otrok. Dejansko otrok potrebuje veliko različnih energij v svojem življenju in zato dovolite, da različne vibracije začuti, da skozi različne odnose vidi, kako življenje poteka in sebe zaznava, da ima veliko različnih ogledal. In v bistvu je tudi naša naloga kot starš, pač v prvi vrsti, da ne pozabimo nase. In da si najdemo, tudi če enkrat na teden greš nekam samo zase, tudi če to pomeni, da greš, na polurni sprehod samo zase, res je pomembno, da si dajemo čas, ki je samo naš, kljub temu, da imamo otročka. In da nimamo v bistvu teh, recimo enkrat sem se s prijateljico pogovarjala in je rekla: veš, Tjaša, jaz že zdaj vem, da bom imela, ko bom imela svoje otroke, da bom imela tole varuško. In sem rekla: res, kako pa to? Rekla je: zaradi tega, ker jaz si želim, da to življenje mojega otroka sebe celo in polno in v bistvu vem, da želim v življenju doživljati tudi sebe in ne pozabiti nase in vem, da edina stvar, ki me ločuje od tega, je obsodba, da to ni prav. Tako da v bistvu na nek način to isto, kakor, zdaj se bom malo hecno primerjava naredila, ampak v bistvu vse v življenju poskušamo početi sami. Dejstvo je pa, da edini razlog, zakaj si ne najdemo pomoči, je obsodba, to, kar je nam Gabriel na začetku rekel, da se trudimo biti dober starš, ampak kaj to sploh je? Dober starš dejansko pomeni, da si ti, da daš otroku svojo energijo v vseh svojih stanjih, tudi v svojem najbolj kaotičnem stanju, in da si tudi dovoliš, da otrok doživi različne vibracije, različnih ljudi. Tudi če moraš enkrat poklicati prijateljico pa reči: prosim, vzemi mojega otroka za 1 uro, jaz se res rabim spočiti. In se mi zdi, da v bistvu mamica, ki zna poskrbeti zase in ki se trudi, da skrbi zase,
Otroka dejansko uči najpomembnejše lekcije v življenju in to je ljubezen do sebe, skrb zase. In mi želimo, da bi naši otroci sebe čutili, da bi se imeli radi, da bi si bili pomembni in je pomembno, da smo vzorniki tega. Ok, torej, dragi moji, to je bilo to za danes. Lahko nočko.